Vsem skupaj prisrčen pozdrav v imenu Državnega sveta, drugega doma Slovenskega parlamenta, čeprav zaradi izrednih korona razmer zgolj nadaljavo. Počaščen sem, da imam tokrat kot predsednik Državnega sveta čast sodelovati s svojim pozdravnim razmišljanjem na strokovnem posvetu ob 100. obletnici znamenite oziroma bolj kot ne razvpite Rapalske pogodbe. Rapalske pogodbe, ki se je spominjamo z grenčico in bolečino črnega dne izpred 100 let, ko se je zakartalo več kot četrtino slovenskega etničnega ozemlja. Danes bomo lahko prisluhnili številnim uglednim razpravljavcem o tem, kakšen je bil zgodovinski, politični in kulturni pomen tega za 500 000 Slovencev in Hrvatov usodnega mirovnega procesa. Po letu neuspešnih dogovarjanj in pogajanj o mejnem vprašanju med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS so 4 novembrski dnevi leta 1920 prinesli končni dogovor o razmejitvi, znan kot Rapalska mirovna pogodba. Okoliščine so bile do slovenskega prebivalstva, ki je ostalo zunaj razmejitvene, pretežno gorske črte, Mangart, Triglav, Krnice pri Novakih, Špehovšce, Hotedršica, Planina, Snežnik, Reka, krute in neizprosne. Kljub naknadnim pozivom po prijateljskih odnosih z obeh strani se to v praksi nikoli ni udejanjilo. Kompromisni italijanski predlog je bil poceni zabarantano blago in slovenski narod njegova visoka cena. Izgubili smo celo Primorsko in del dežele Kranjske. Ni naključje, da Slovence na pogajanjih nismo imeli možnost sodelovati. So pa odločitve o nas sprejemali drugi, v korist svojih ozemeljskih teženj in apetitov. Slovenci, ki so živeli na Goriškem, delu Notranjske, v Trstu, Istri in na Primorskem, niso bili deležni enake zaščite, ki je pripadala italijanski manjšini na Hrvaškem. Nasprotno, kot manjšina so bili deležni udarcev vse močnejšega fašizma, proces poitalijančevanja pa je potekal tako nasilno in boleče, da so spomini na to kruto obdobje 27 let temnejše plati slovenske zgodovine še vedno živi. Eden od pomembnih razlogov, da je lahko do tega prišlo, pa tiči v sami naravi pogodbe, ki ni zgolj določala mejne razmejitve, temveč je neetično posegala v konkretne odnose na zasedenem ozemlju. 4600 betonskih obmejnih kamnov, ki so se do danes dobro ohranili, je tako še vedno živ spomin na čas, ki bi ga mnogi radi čim prej pozabili. Utrjen obrambni sistem bunkerjev, zaklonišč, kasarn, karavl in drugih vojaških objektov se uporablja še danes. Velik domoljub, profesor Tomaž Pavšič, je na lastni koži izkusil življenje ob tej krivični meji in je svoje aktivno življenjsko delo posvetil ohranjanju te zgodovinske dediščine. V njej ni videl zgolj temačnosti, temveč predvsem veliko svetlobe, tiste znova ponujene priložnosti, da ohranjamo spomin za utrjevanje narodne zavesti. Pavšičevo poslanstvo je pomembno prispevalo k ohranjanju nešteto majhnih, a velikih zgodb o krepitvi narodne pripadnosti, zavednosti in ponosa. In zato je prav, da se mu v tej priložnosti še posebej posthumno priklonimo. Med temi majhnimi, a velikimi osebnimi zgodbami, kot je Pavšičeva, se skriva izjemna moč, ki jo lahko začutimo le, ko se izreče. Tudi sam osebno sem kot mlad fant večere in večere preživel v njih. Presunljiv in spoštljiv je ta spomin, ki ga še danes nosim v srcu. Spominjam se besed svoje none Zofije Kovšca, rojene Bajc, ki je bila tako kot ded Alojz doma na Colu nad Ajdovščino. Njeni in njegovi sorojenci so imeli Avstro-Ogrsko za svojo domovino. Ded Alojz je bil ranjen na Doberdobu. Italijansko oblast so doživljali kot okupacijsko oblast od njenega prvega do zadnjega dne leta 1943. Deležni so bili ponižanj, sramotenja ob rabi slovenskega jezika, pa tudi surovih kazni ob nepokorščini do italijanske uprave. Posebno hudo se je italijanska oblast znašala nad intelektualci, premožnimi Slovenci in Nemci ter zavednimi duhovniki.
Nona se je večkrat pridušala, da so od Ljubljane in Beograda v tistih časih okupirani Primorci veliko več pričakovali, kot so dobili. Zdelo se jim je, da so bili izdani, prodani in pozabljeni. Naj za zaključek in kot motiv v današnjo razpravo izberem modro misel, ki pravi, da nas zgodovina uči, da se ljudje in narodi začnejo vesti preudarno šele takrat, ko so že izčrpali vse druge možnosti. In naj ne bo ta misel zgolj oster opomin na napake preteklosti, temveč hkrati poziv k večji preudarnosti, da napak iz preteklosti ne bomo ponavljali. Da se to ne bi zgodilo, moramo najprej temeljito spoznati pot usode lastnega naroda, njegove stiske od znotraj in hude pritiske od zunaj, ki smo jih bili deležni znova in znova. Razkosani, odtujeni, razdvojeni, sestradani, prestrašeni, pa tudi iznajdljivi, uporni, kljubovalni ter pogumni. A ne glede na vse, vselej enotni v tem, da smo bili, da smo in da bomo naprej Slovenke in Slovenci. Tega velikega madeža slovenske zgodovine v obliki Rapalske pogodbe se preprosto ne more izbrisati. Naša naloga je, da ne dopustimo, da nam diplomatsko igračkanje in politična nezrelost iz preteklosti trajno poškodujeta narodnega duha in zavednost. Čeprav v današnjem času težkih preizkušenj se moramo zavzemati za njuno krepitev. To naj bo temeljno sporočilo 100-letnice podpisa Rapalske pogodbe. Hvala.